Zakaj je treba med nosečnostjo dati toliko krvi in kam gre ta kri? Vse v tem videoposnetku. Tokrat z 3 vidikov, z bodočo mamico Sandro, primarij dr. Darjo Strah in pa nama, laboratorijskima podgancama. Želim, dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Midva sva Bija in Aleš, sva zdravstvena delavca, ki vam na tem kanalu govoriva o hormonih, ščitnici, hrani in pa tudi o drugih stvarih. Zdaj, če vas taka vsebina zanima, se ne pozabite naročiti na kanal. Danes bo pa malo drugačen video. Sej vem, nihče ni prav posebej navdušen nad obiskom laboratorija in pa dajanjem krvi, no, razen midva. Ampak včasih so pa laboratorijske preiskave res pomembne in to je zagotovo v nosečnosti. Zato bomo danes pogledali 3 vidike laboratorijskih preiskav med nosečnostjo in sicer strani ginekologinje, strani bodoče mamice Sandre in pa seveda z naše strani. No, greva pa danes za spremembo še majčkeno ven iz laboratorija in sicer greva k specialistki ginekologije primarij dr. Darji Strah, kjer bomo naredili eno izmed preiskav, ki se ji reče nohalna svetlina, ki čaka mamico Sandro in pa njenega otročka. Zanimivo je to, da ko imamo pri nas pacientko na stolu za odvzem krvi, nam tiste, ki so že bile noseče, tako zelo rade povejo, da toliko krvi, ki so mogle dati po nosečnosti, pa res nikoli še niso dale. In tudi sicer se v našem laboratoriju največ ukvarjamo s tem, da smo podpora ginekologom in zato upravljamo preiskave, ki se upravljajo med nosečnostjo, pa v bistvu tudi pred in pa po nosečnosti. Sem to izkus. Ja. Ok, situacija. Menstruacija zamuja. Verjetno najprej pomislite, kaj pa če sem noseča. Pa potem začnemo šteti dneve, pa se poskušati spomniti, kdaj bi se to lahko zgodilo, pa gre to skupaj z našim mesečnim ciklom. Mogoče tam 2 do 3 dni še nekako počakate, pa verjetno že šibate kupa test nosečnosti, a ne? Zdaj, če ste parkoriti od koliko Bija, potem date za vsak slučaj tudi kar kri. Jaz se spomnim, da sva ene parkrat z mašino tudi za vikend laufala, samo zato, da preverva, če ni bilo res mogoče tisti vikend malo preveč gin tonika. Lahko bi sicer počakala 9 mesecev, ampak sva rajš kar pomerila hormon beta-HCG. Od koga beta-HCG na aparatu, ki ni imena? Ja, moj. Ne, jaz sem pač paličar, a ne? Sandra, kako si ti izvedela, da si noseča? Ja, zato ker me je zamujala menstruacija. No, pa imamo dr. Strahovi. Primarij dr. Strah, pozdravljeni. Jaz bom imela najprej eno vprašanje. In sicer, kako ženska, poleg tega, da doma naredi že celo paniko, ker je menstruacija izostala, kako še lahko ve, da je noseča? Pozdravljeni nazaj. Običajno so prvi znaki res, poleg da menstruacija izostane, da postane taka pridna, mi smo vse pridne ženske, nenadoma utrujena in zaspana. Morda jo začejo boleti prsi, malo skeleti, potem čuti lahko slabost, ki mine šele po 4. mesecu, kar naenkrat večkrat hodi na vodo. Ves čas je tiši na vodo, pa pravzaprav ni veliko urina. To so te znaki, ki so nežni, začetni in nas opozarjajo, da morda res pričakujemo otročka. Še malce kasneje pa običajno začutijo neko bolečino, ki izgleda tako, kot da bi jo z majhno iglico, take male vbode, kajti ko se otroček 6. dan začenja vgnezditi v maternico, seveda določen proces. Posteljica, v katero se bo vgnezdil, razprl svoje žile, da se bo posteljica tudi oblikovala, se nekaj majhnega čuti. Krvni test nosečnosti je praktično 100% zagotovilo, da ste ali pa niste noseči. Opravi pa se lahko že približno 10 dni po zanositvi, kar je ravno v času, ko bi morale dobiti naslednjo menstruacijo. Beta-HCG začne naraščati in se na vsake 2 dni podvoji.
To traja tam nekje do 5.–6. tedna, takrat pa ginekolog pod ultrazvokom še ne vidi nič. Torej, ženska prepozna pri sebi vse te znake. Običajno prvi vzgib je, da pošlje partnerja v lekarno po nek hitri urinski test, recimo. Clear Blue ali pa kakšen drugi. Če ima to možnost, kot jo imam recimo jaz, da kri preveri hormon nosečnosti beta-HCG, ampak kako pa vi vidite v ambulanti ta prvi nastop nosečnosti? Recimo, gospa vam pove, da je menstruacija izostala, da je naredila urinski test, ta je bil pozitiven, kako potem vi določite, ali gre res za nosečnost? V času, ko še nismo imeli ultrazvočnih pregledov, se pravi to zgodovino nazaj, zdaj že lahko rečemo, da več kot 60 let nazaj, so stari ginekologi znali pravilno tipati maternico in vedeli so, da je maternica povečana. To je bil znak za nosečnost. Sedaj seveda zgodnje nosečnosti ugotavljamo z ultrazvočno preiskavo. Pravilno naročanje, že moja sestra Edita ve, da nosečnice ne sme naročiti na ultrazvočno preiskavo, ko menstruacija izostane 4 dni in pol. In kaj si pa naredila? Si se takoj prijavila ginekologu, ali si mogla najprej malo premleti, ali si bila v šoku, ali si bila vesela? In glede na to, da je bil petek, sem tako mogla do ponedeljka počakati. Tako da ja, bila sem vesela, bila sem v šoku tudi, bolj zaradi predhodne nosečnosti, kakor kaj drugega, no. Drugače pa ja, prijavila sem se in ginekologu in svojo zdravnico sem poklicala. To je pa to. Moramo počakati vsaj dober teden in opravimo ultrazvočno preiskavo. Prvi znak na ultrazvočni preiskavi je majcena gestacijska vrečka, ki na ultrazvoku je videti kot črn, majhen mehurček. To je prvi znak, s katerim lahko nosečnici rečemo, da je nosečnost v maternici normalna intrauterina nosečnost. Beta-HCG je tudi uporaben marker za ugotavljanje izvenmaternične nosečnosti, kateri bo praviloma kmalu sledil splav. Katere laboratorijske preiskave, ko smo ravno pri tem, se vam zdijo pa še posebej pomembne za ugotavljanje zdrave nosečnosti? No, da naj omenim samo to. Vsi ti urinski testi, ki jih lahko kupimo v lekarni, običajno niso tako natančni. Kadar mi na ultrazvoku ne vidimo tipične nosečnosti, kajti lahko se skriva zadaj tudi izvenmaternična nosečnost, ki je sicer redka, vendar nevarna, veliko raje pošljemo v laboratorij za odvzem krvi, kjer iz krvi določimo beta-HCG oziroma nosečnostni hormon. Z vsem tistim, katerim se je splav že zgodil, se ginekolog včasih odloči tudi za to, da bo v miru progesteron. Ta hormon med nosečnostjo zelo naraste in kolikor so vrednosti prenizke, lahko pride do splava. Veliko progesterona ženska zgubi tudi med samim porodom z plodovno vodo, ker ga tudi telo ne proizvaja več. Nekateri verjamejo, da zaradi tega pride do poporodne depresije. Se pravi, v bistvu zdaj pričakuješ, da bodo spremljali vse te stvari, ki bi potencialno lahko šle narobe, in da bo vedno ginekologinja te tudi upozorila na to, kaj moraš ti početi kot nosečnica, da boš poskrbela za svoje zdravje. Po drugi strani pa tudi pričakuješ, da te bodo vodili tako, da ti pač pomagajo in povejo, kaj moraš delati. Ja, vse so me tudi napotili v Ljubljano na patološko nosečnost. To obdobje začetne nosečnosti je ponovadi povezano z veliko neznankami. Ženske so najbrž tudi prestrašene, imajo kakšna vprašanja. Kako jih pomirite, da bo vse v redu, oziroma kako jim lahko svetujete, ali lahko tudi same kaj naredijo, da bi si zagotovile zdravo nosečnost? Mislim, da že skoraj vse vedo, da je zelo dobro že pred zanositvijo, vsaj 6 tednov, jemati kombinirane vitaminske preparate, predvsem folno kislino. Seveda nosečnost marsikatera še vedno preseneti, zato lahko začne folno kislino jemati takoj, ko izostane perilo, ko ugotovi, da je noseča bodisi z urinskim testom, čim prej vsekakor, da preprečimo nepravilnosti pri razvoju hrbtenice. Včasih je dobro, da si daš prej pogledati že, ali si morda prebolel ošpice ali pa toksoplazmozo, vendar vse te laboratorijske preiskave in druge laboratorijske preiskave, ki jih potrebujemo, opravimo ob prvem pregledu.
No, med nosečnostjo pa so ginekologi pozorni tudi na prisotnost glukoze v urinu, zaradi tega, ker se med nosečnostjo lahko razvije diabetes. Pa je lahko gestacijski diabetes tudi pokazatelj morebitnega diabetesa v prihodnosti? Seveda, to je osnoven presejalni test in sploh se ne zavedamo, kako pomembni smo ginekologi za nosečnico in napovedjo, kaj se bo z njo dogajalo čez 10, 20, 30 let. Kadar imaš potrjeno nosečnostno sladkorno bolezen, bi bilo prav, da po porodu gospe povemo, če boste vzdrževali normalno telesno težo, normalen tlak, če boste v družini dosegli, da se boste redno gibali vsaj 4-krat na teden, potem bo verjetnost, da boste čez 10 ali 20 let razvili sladkorno bolezen izrazito majhno. Ker glukoza v urinu ni edini pokazatelj slabše presnove ogljikovih hidratov, se glukoza meri nateščaj tudi v krvi. In tukaj pridemo tako že do druge, pa tretje, pa četrte epruvete. In če je raven glukoze previsoka, bo nosečnica mogla opraviti tudi tako imenovan OGT test, kar sta pa tudi midva že probala v ene izmed najinih prejšnjih videoposnetkov, pa si lahko pogledate, če vas zanima. Kaj pa OGT test si že imela? Ja. Si že imela. Kakšna je pa tvoja izkušnja z OGT-tem? Ne vem, nisem bila glih. Pričakovala sem, da bo veliko hujše, no. Z tisto, kar sem spila brez limone. Kako pa je z nosečniškim diabetesom? Zdaj med temi celotnimi laboratorijskimi preiskavami, ki sva jih omenili, velikokrat delamo tudi obremenitveni glukozno-tolerančni test. Ali to priporočate in ali je nosečniškega diabetesa več, je to pogost pojav? Nosečniškega diabetesa je navidezno več, saj smo znižali mejo sladkorja na 5,1 milimola na liter. To smo dobili tako, da smo pogledali dve veliki skupini, kdaj so bili hudi zapleti v nosečnosti, to pomeni, da je otrok v maternici tudi umrl pred porodom. In tiste ženske, pri katerih teh zapletov ni bilo, z povečanim sladkorjem. In smo določili to mejo, ki sedaj marsikaterega moti. To je pravilna meja. Ok, s tem OGTT-jem smo tako prišli že nekje do 25. tedna nosečnosti, pa pojmo zdaj mičkom bolj nazaj, nekje v 10. do 14. teden, ko se dela zelo pomembna preiskava, imenovana nohalna svetlina. Ok, kaj pa pričakuješ, da ti bo zdravnica povedala pri pregledu nohalne svetline, ali pa kaj boš vprašala, kaj te najbolj zanima? Če vse je v redu, seveda, normalno. Kaj pa še kakšna druga stvar? A veš, kaj recimo se lahko še vidi pri pregledu nohalne svetline? Protostavno sindrom. A za spol se boš pustila presenetiti? Ne, si rada pripravljena? Ne očakana sem. Z veliko verjetnostjo rečem, kakšen spol bo imela. Tega na glas ne bom povedala, kajti nisem nosečnice niti vprašala, ali želi vedeti, ali želi vedeti spol ali ne. Menim, da vidim punčico. Bomo pa videli, kaj bo v resnici, vendar kar z visoko verjetnostjo menim, da bo tole deklica. Pri naši bodoči mamici Sandri smo opravili tudi preiskavo nohalne svetline. S kakšno zanesljivostjo lahko rečete, da bo pri njenem otročku vse v redu? Pregled zgodnje morfologije z nohalno svetlino, kajti resnično meritev nohalne svetline pri celotnem ultrazvočnem pregledu zmanjša manj kot desetino, je običajno najbolj pomemben ultrazvočni pregled v celotni nosečnosti. Naredimo ga od 12. do 14. tedna, torej zelo zgodaj, in napovemo samo z ultrazvokom z 80% zanesljivostjo, ali bo otroček imel določene kromosomske napake, primer Downov sindrom, ali ne. Lahko pa dodajemo za večjo zanesljivost še dodatne teste. Sandra, vidim vse popolnoma v redu. Ponovno bova izmerili nohalno svetlino. In potem bova pregled končali.
Mi v laboratoriju smo tukaj spet zraven za tiste, ki vas zanima, ali obstaja verjetnost, da bi imel otroček kakšne kromosomske nepravilnosti, recimo trisomije, Downov sindrom, Edwardsov sindrom in tako naprej. Eden od njih je krvni test, tako imenovani dvojni hormonski test, ki ga že delamo uspešno skoraj toliko, kolikor nuhalno svetlino, se pravi že od leta 1999, dolgo. V njem gledamo dva hormona, beta-HCG in PAP-A, in v kombinaciji z ultrazvočno preiskavo je zanesljivost takega izvida okrog 90% zanesljiva. V 13, ker je pa pri teh dveh tveganje manjše kot 1:20.000. In gre v bistvu za ultrazvok skupaj z dvojnim hormonskim testom, kjer se določata dva pomembna markerja, in sicer free beta-HCG in pa PAP-A. Free beta-HCG govori o tem, kako se otroček razvija, medtem ko PAP-A govori o kakovosti plodovnice. Vsako leto pošiljamo vse letne preglede, seveda število, brez imen, v center v Angliji, kjer nam na osnovi naših meritev določijo, to je podobno kot v laboratoriju, tudi laboratoriji to poznajo, kako uspešno smo merili, ali smo dovolj natančni, ali pa naše meritve padejo izven območja, ki še zagotavlja kvaliteto posamezne meritve in tudi seveda izvida, ki ga zaradi tega dobite. Vse preiskave pa ginekologov, ki ima ustrezno licenco, omogočajo izračun tveganja. Se pravi, tveganje se poda številčno, naprimer 1:100, 1:1000, 1:10.000, se pravi kot neka verjetnost, da bo otrok zdrav ali pa da bo imel kakšno genetsko okvaro. Kakšen je pa postopek, če pri nosečnici ugotovite slabe izvide nuhalne svetline in dvojnega hormonskega testa? A ima še kakšno možnost poleg genetskega testa, da se lahko malo pomiri? Predvsem je pravilno, da tako nosečnico takoj pomirimo. Zanesljivost, torej v resnici, koliko otrok bo imelo Downov sindrom ali kakšno drugo kromosomsko nepravilnost v času pregleda manj kot 5%. Se pravi, zdravnik jo mora pomiriti že, ko odhaja iz ambulante. No, ker pa si želimo, da bi bil otroček zdrav, se med nosečnostjo preverjajo še morebitne spolno prenosljive bolezni. Običajno dozamemo kri za krvno skupino, RH faktor, ICD faktor, potem pogledamo toksoplazmozo, ali jo je že prebolela, potem sifilis, za hepatitis pogledamo, če ima protitelesa, kajti to so take bolezni, ki bi lahko plod prizadele. Običajno pa seveda tudi pogledamo celotno krvno sliko in kaj se skriva v urinu. Kot so recimo sifilis, pa hepatitis in pa tudi toksoplazmoza. Slednja je bakterija, nekateri smo se z njo že srečali, drugi pa mogoče ne. Toksoplazmoze prenašajo mačke, ki so zaradi tega pri nosečnicah na bolj slabem glasu, no v redkih primerih pa sveža okužba s toksoplazmozo pri otroku povzroči okvare na možganih, zato se to vedno spremlja med nosečnostjo. A se vam zdi morda, da je ob spremljanju nosečnosti kakšnih preiskav premalo, preveč, bi morda še kaj bilo smiselno pri nosečnosti pogledati, da se čim bolj vidi celotna slika? Mislim, da smo v Sloveniji lepo poskrbimo za nosečnice v primerjavi z drugimi državami, kjer vidim, da morda pretiravajo z količino laboratorijskih preiskav. Sandra, a ti veš, katero krvno skupino imaš? Ja, vem, ampak iz šolskih vidikov. A pa veš, zakaj je pomembno, da nosečnica pozna svojo krvno skupino? Ja, zaradi selekcije, ker moraš dobiti, če si negativna. Pa si že dala kri za merjenje krvne skupine? Ja. No, velja pa omeniti še eno preiskavo, in sicer, kaj če do poroda pride prekmalu. No, tudi najin otroček je bil nedonošenček, revca je imela komaj 1 kilo ob porodu. Pri takem otročku se nekateri organi razvijajo do konca šele zunaj maternice, v inkubatorju, šele ta najnovejša tehnologija pa nam omogoča, da je tak otrok tudi zdrav. Zato se s pregledi v nosečnosti res trudimo, da do tega prezgodnjega poroda ne bi prišlo. Kako pa vi prepoznate pacientke, pri katerih morda obstaja višje tveganje za prezgodnji porod? Kaj takrat naredite? Ja, torej,
prepoznati navidezno je težje. Kajti ni rečeno, če imaš kronične bolezni, prekomerno telesno težo, da boš imel tudi prezgodnji porod. Prezgodnega poroda nekako ne moremo znižati. Je pa zelo dober presejalni test, da v drugem trimesečju izmerimo ultrazvočno, koliko je dolg maternični vrat in ali je zaprt. Na osnovi te meritve za nekaj 10 tednov vnaprej lahko trdimo, da bo ali pa da ne bo prišlo do prezgodnjega poroda. Torej, rabimo meritev, ultrazvočno meritev materničnega vratu. A pa lahko ženska morda tudi kaj sama naredi, da prepreči prezgodnji porod? No, vsekakor se izogibamo, da bi se dolgo časa ženska namakala v zelo vroči vodi, da bi se s tem naprimer v bazenih tvegala neko okužbo, ki lahko pripelje do ascendentne okužbe in potem okužbe plodovih ovojev in okužbe plodovnice in zaradi tega pride do prezgodnjega poroda. Potem seveda ne jemo nekih hrane, ki lahko pripelje do zastrupitev, kot so recimo surova hrana, školjke, pokvarjene ribe, takih stvari ali pa recimo neke okužbe z listerijo, naprimer, kjer se moramo izogibati mehkih sirov s plesnijo ali pa naprimer pršuta, to je surovo meso. Takih stvari se izogibamo. Dobro pa je tudi, da ko, naprimer, če prideš nekemu drugemu zdravniku, seveda te tam vpraša za tvoje pretekle dogodke, temu se reče anamneza, in moraš povedati, sem splavila, sem imela pozni splav, sem imela prezgodnji porod, da na osnovi tega tudi mi potem bolj natančno, bolj pogosto in bolj podrobno tako nosečnico sledimo. Koliko si že sita tega, da ti kar naprej jemljemo kri? Glede na to, da se ful tega bojim, sem se pač nekaj pripričala, da to treba in ni problema. No. Mislim, da nekaj preiskav ni potrebnih, izbor, ki jih imamo mi, je, zdi se mi, pravilen. Pač pa vse nosečnice in tudi mi občasno pogrešajo še katero ultrazvočno preiskavo. Včasih smo imeli še kontrolo rasti v 3. trimesečju, sedaj pravzaprav v javnem sistemu imamo samo 2 ultrazvočni preiskavi, ugotavljanje nosečnosti in potem morfološko preiskavo v 21. tednu, potem pa pri povsem zdravi nosečnosti nobenega ultrazvoka več. Jaz delam v zasebni ambulanti in vidim, kaj si ženske želijo. Želijo si več obiska z vsakokratnim ultrazvokom, da pogledajo, kako je otroček, kako raste, kako napreduje. Poleg tega imamo nove tehnike, 3-dimenzionalne, 4-dimenzionalne, kjer ne moremo reči, da imamo ultrazvok samo zato, da ocenimo, kako raste, kako velika je glavica, kako velik je trebušček, kako dolga je stegnenica, kakšna je teža, ampak ne smemo zanemariti tudi psihičnega učinka, navezovanja partnerjev na pogled na otroka, nek psihološki efekt, ki pomeni pri novodobnih bodočih starših veliko več, kot si mi lahko to mislimo. Evo, z nama ste bili pa dobro Strahovi, spoznali ste tudi Sandro, upava pa tudi, da ste izvedeli kaj novega. Bo v kratkem pripravila še svoj video samo o nuhalni svetlini, ta video pa dajte deliti s kom, ki je noseč, ali pa z nekom, ki si želi biti noseč. Dr. primarij Strah, najlepša hvala za vaše odgovore. Bilo mi je veselje in upam, da bo katera našla tudi pomoč, ko bo ugotovila, da ji bo izostala menstruacija, kaj se bo z njo zgodilo v toku nosečnosti. Vsem pa želim, da bi imele porod, ki bi potekal varno, zdravo in bi se končal z rojstvom bodisi dečka, bodisi deklice, pa kaj še lahko, bodisi dvojčkov. Ali pa zelo redko tudi trojčkov. Hvala tudi vam. Torej, kot vedno, če vam je bila vsebina všeč, nama stisnite like,
naročite se na kanal, če se še niste. Midva greva zdaj nazaj v laboratorij, ne bom tokrat merila beta HCG-ja. Tako da se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau. Čau.